Pozdravljeni v oddaji Reflektor. Si tudi ti želiš potovati, pa nikoli ni pravi čas ali dovolj denarja? Če si odgovoril pritrdilno, sta današnja gosta pravi naslov zate. Z nami v studiu sta namreč dva mlada popotnika, raziskovalca, zakonca ter avtorja bloga Lahkih nog naokrog. To sta Katarina in Rok Hočevar. Sama se opisujeta kot mlada raziskovalca in posebneža, ki sta si doma namesto televizorja zamislila ogromen, na roke narisan zemljevid sveta. Zemljevid ima predstavlja pravo inspiracijo, svet pa pravo destinacijo. Katarina in Rok, lepo pozdravljena v naši oddaji. Živijo. Živijo. Kako sta? V redu, hvala. V redu. Super. Ja. Sta kaj živčna? Pa ne. Niti ne. Zasledila sem, da je bilo vajino prvo potovanje v Avstralijo, že zelo zgodaj in sicer po koncu srednje šole. Kako to, da sta se odločila ravno za Avstralijo in kakšni so spomini na vajino prvo skupno potovanje? V bistvu je tako, da zame je bilo to še v srednji šoli. Jaz sem bil še 17 in Katarina je bila moj, legal guardian, se pravi skrbnik, in odgovarjala za me, da sem sploh lahko šel. Ja, drugače, takrat je bilo v Sydneyju svetovno srečanje mladih in pa zame je bila to priložnost, da grem v svet. Ker prva stvar, v osnovni šoli, mislim, da v 4. razredu sem dobila sošolko iz Avstralije, pač rekla, za pol leta je prišla k nam in meni je bilo to tako Avstralija, na drugem koncu sveta, ona punca je bila taka simpatična, so se pač tudi povezali in jaz sem vedno govorila, jaz bom šla v Avstralijo. In potem je bilo že 3 leta prej svetovno srečanje mladih v Kölnu, ampak jaz nisem smela iti, ker še nisem bila, mislim, da je bilo 15 tista meja in jaz imam rojstni dan jeseni in pač nisem bila še 15. In potem po Kölnu se pogovarjam z eno prijateljico in mi reče, a veš, da sem slišala, da bo pa naslednje srečanje pa v Sydneyju in to takrat, ne vem, letnico, datum povedala, ko bom jaz že 18 in ona je pol leta mlajša od mene in tako, jaz bom tudi 18 in pol ona še reče, jaz bom doma rekla, jaz grem v Avstralijo, itak bom 18, ne morete me obdržati doma. Pač ne. In jaz sem prišla po tistem pogovoru domov, stopim skozi vrata, mami, jaz grem čez 3 leta v Avstralijo, takrat bom 18, ne boste me obdržali, oziroma ne boste me prepričali, da ne grem. In sem res začela šparati, ne vem, 3 leta, celo srednjo šolo sem pač varčevala, vse, kar sem delala, vse je šlo na varčevalni račun za Avstralijo, da sem lahko šla. Vmes sem spoznala Roka in jaz sem mu pa rekla, nisva bila dolgo skupaj, takrat sem rekla, jaz grem polet v Avstralijo, a greš tudi ti? No, tako, okej, pa je šel z mano. Pa greva. Tako da, ja, tako se je začela Avstralija. V uvodu sem omenila, da pišeta tudi blog Lahkih nog naokrog. Kako sta se v bistvu odločila, da bosta pisala blog? Ali je bilo to načrtno, ali se je zgodilo čisto spontano? Ja, v bistvu ideja se je razvijala kar nekaj časa. Katarina bo sicer povedala svoj aspekt, ampak ona je pisala že kar nekaj časa, rekel nek popotniški dnevnik, se mi zdi, da je tudi ideja malo tukaj ratvala. Na roke. Pol konkretno, kdaj je prav ratal blog, je bil pa pred naslednjim potovanjem v Avstralijo, kar je bilo katerega leta? 2015. No. Tako, takrat sem jaz mislim, da ta zadnji večer prej, preden smo šli, sem pač se registriral na Blogspot, spletni strani, ki je zastonj, in sem rekel, bo dejala sem gor. Zdaj razlogov je bilo pa več, no. Recimo moj razlog, zakaj sem rekel, okej, dajva to, zaradi tega, ker so nama domači konstantno pisali in to je bilo, rekel, pač, kje sta, kako sta v redu in tako naprej. In potem sva rekla, bo raje objavila tja gor, da bo pač povedala, ko sva v redu oziroma kaj se nama dogaja, bo tam objavila. Pa vsem hkrati, da ni bilo treba enkrat očiju, drugič mami, potem sestri pisati, v bistvu enake stvari. Ja, z mojega vidika je tudi blog, ideja za blog bila tako, da bi delila informacije, ki sem jih jaz recimo zbrala iz različnih virov, iz, ne vem, Lonely Planet vodičev, iz drugih blogov, iz TripAdvisorja recimo, ali pa forumov. Se pravi, to je bilo eno potovanje prej, ko sva bila v jugovzhodni Aziji in sem ogromno tega uporabljala in se mi zdi, da zdaj toliko stvari vem, jih lahko nekam skupaj zberem, da bo še nekdo, ki bo pač za nama potoval, lahko pa sam najno prebral, pa bo vse vedel. Tako je, ja. Tako da ja, pa je pa to dvoje skupaj prišlo na začetku, se pravi, prvo potovanje v Avstralijo je bilo tako res bolj v bistvu deljenje izkušenj, kaj se nama dogaja, ko sva prišla domov, potem sem pa jaz začela tudi na svete pisati. Tako da zdaj pa mešanca vsega.
Zasledila sem tudi, da sta poročena. Kako to, da sta se odločila za poroko? Bil je, se mi zdi, da po 7 letih, ko so bila fant pa punca, je bil nek smiseln korak naprej, ker sva hotela še več časa nekako preživeti drug z drugim. Se nam je zdelo to edino logično. No? Ja. Pa če hočeva, rekel bi, 24/7 skupaj, se pač mora odločiti drug za drugega. No? Potrditi svoj odnos. Tako je, ja. Glede na to, da rada potujeta, sem mnenja, da sta bila tudi na medenih tednih. Je tako? Kje pa sta bila? Ja, to je bila ta jugovzhodna Azija, ki sem prej omenila. Midva sva vedno rekla, pač poročno potovanje, že v besedi ima besedo potovanje, mislim, v imenu ima besedo potovanje. Dobro, ti si zdaj uporabila medeni tedni izraz. Midva sva vedno govorila o poročnem potovanju, sva rekla, to ne greva ležati na plažo, ne greva na Maldive ali pa na Sejšele, pač ne, greva potovati, ne. Tako da pa sva par idej imela, kam bi šla. Moja prva želja je bila Kostarika, ampak sva brala, da je takrat deževno obdobje. Pa sva pa najdla neko akcijo letalskih kart do Vietnama. Jaz sem si želela v Kambodžo, ker so tisti templji, Angkor Wat recimo. In tako gledava, v redu, Vietnam je sosedna država od Kambodže, greva pač letiva v Vietnam in s tem v Kambodžo. In pa sva rekla, pa vseeno malo bi pa mogla biti na plaži, a ne? Tako da si malo spočijeva tudi od poroke in od vsega pač dogajanja prej. In tako sva pol dodala še Tajsko, tako da je bilo pol potovanje po Vietnamu, Kambodži in Tajski. Torej, ni bilo samo lenarjenje na plaži, ampak pravo raziskovanje. Backpackala sva se prav z nahrbtniki. Tudi na Tajskem sva si prvo šla en majčken lepši hotel. In sva prišla tja utrujena, midva sva pač že po poroki se ne naspiš, takoj naslednje jutro sva šla, letela sva, ne vem, z avtobusom sva šla do Dunaja, potem ne vem koliko prestopov do Vietnama, pa sva en dan bila v Vietnamu, pa sva letela na Tajsko, potem z nočnim avtobusom do tistega otoka, pa še s trajektom, glavno tako utrujena sva prišla tja, pa z nahrbtniki prepotena, itak je vlažno in vroče na Tajskem, oni naj jo gledajo na recepciji. In tako, ja, we are honeymooners, ko sva imela še nek dogovor poseben, pač, posebno ponudbo so nama pripravili kot za pač poročno potovanje. Malo hecno sva izpadla, no. Kako pa v bistvu zbirate svoje lokacije oziroma destinacije? Kam gresta? Se mi zdi, da možgani kar streljajo na vse strani. Mislim, Da ne zmanjka idej. Ena stvar je ta zemljevid, ki ga imava pač na steni in pol tako malo gledava, kaj pa je tam, tista država, pa malo pogledaš, kaj je zanimivega. Veliko je tako, da od koga slišva, ki je bil tam, pa je kaj dobrega povedal, oziroma predvsem naju vleče narava. Se pravi, če nekje zaslediva, da je nekaj ful zanimivega v smislu narave, pokrajine, nekaj na ta način, no, predvsem neko raznolikost iščeva. Ne vem, enkrat greva nekam, kjer je puščava, drugič mogoče nekam, kjer je bolj džungla, neke take specifike, a ne? Ponavadi je ena stvar tista, ki potegne, pa okrog tega nekako Celo potovanje sestava, še kaj dodava. Pač neki so pa zihar tudi ugodne letalske karte, mislim, letalske karte ali pa, ne vem, vlak, avtobus, karkoli tako. Zdaj je tega trenutno malo manj, včasih je bilo pa recimo, ne vem, letalska karta do Malte 8 € po osebi. Pač greva na Malto, ne? Če je to pocen. Ali pa, ne vem, 2021 je bil ta zadnji tak res ugoden let, da sva dobila 20 € povratna karta do Jordanije. Pa sva šla v Jordanijo, ki sicer ni bila tako, da bi rekla na vrhu seznama, kam si želiva iti, ampak pol včasih naj tudi kakšna taka ugodna ponudba prepriča. Kako pa se v bistvu pripravita na vajina potovanja? Začneva ponavadi z nekim branjem, ali pa jaz. No, jaz veliko berem, Rok bolj v bistvu fotografije gleda. Jaz bolj iščem po spletu, ja, tako da mislim, ko enkrat zbereva, rekel, tisto eno stvar, okrog katere hočemo nekako zgraditi potovanje, tako rekel, ali pa ne, tisto res hočeva, pol ostalo pa se mi zdi, da kar nekako sledi, kako bi prišla, ne vem, od tega do tega, pa se nabirajo stvari v poti. Vem, ko sva recimo Mehiko planirala, to je bilo zdaj leto pa pol nazaj, sem šla v knjižnico po zemljevid celotne Mehike, pa sva ga razgrnila na tla in pa sva kar z unimi post-it listki dala, kje je kakšna stvar v Mehiki, ker je res ogromna država, in kako bi zdaj to povezala. Ne? In to je bilo ker je bilo preveč stvari, da bi dala v Google Maps, ne? Ker Google Maps ima določeno število tistih postankov, ki jih lahko daš, ko planiraš pot, sva pol kar na zemljevid. Od kje ideje, ne vem, Lonely Planet,
odvisno od destinacije, včasih tudi na Instagramu veliko kakšnih, mislim tako, če je destinacija dosti obiskana, se da na Instagramu veliko zanimivih fotografij najdete, pa pol malo pogledaš, če, mislim, nekaj, kar mi pade v oči, čeprav imam eno zanimivo zgodbo, bili smo v Belorusiji in sem tudi na Instagramu našla fotografijo enega ful lepega slapu. Gremo pogledati ta slap. Mi smo pa šli v tisto vas, kjer ne bi bil slap, sprašujemo ljudi, ki je slap, oni ne, mi nimamo nobene vode, ne, kaj toliko lepega mi nimamo. Pol nekdo rekel, mogoče je pa v kamnolomu. In smo šli v kamnolom, pokažemo sliko slapu in ja, pridite z mano. In so nas prav pelali, pa če pa sicer zaprto območje, ne, v kamnolom. In tam je bil, ne vem, mogoče 5 metrov visok slapek, ali kako bi rekla, nič toliko fenomenalnega, kot je izgledala tista fotografija. Pač nekdo je fotografiral tako z mobitelom od spodaj in je izgledal res veličasten slap, dejansko bilo pa tako pač nek potoček, ki je padal prek parih skal. Tako da takrat so malo bolj previdne glede tega. Ja. Ne vem, drugače pa informacije dobivaš od kakšnih ljudi, ki so ali že potovali, ali poznajo koga tam, pa kontaktirajo koga na sami destinaciji, pa malo povedo. Včasih kar koga random poberejo, pa se slišimo. Kje pa ste se potepala na zadnje? Ta zadnje med prvomajskimi sva šla do Črne gore, se pravi, sva nek tak Balkan trip naredili, ampak to je bila krajša zadeva, recimo malo bolj konkretno potovanje je bilo pa januarja v Sudan in Egipt. Bi z nami morda delila kakšno izkušnjo iz potovanj, se vam je kdaj zgodilo kaj nepričakovanega, nenavadnega? To do jutra smo. Na tem potovanju, ko smo bila v Južni Ameriki 9 mesecev, se je nabralo ogromno nekih stvari. Od tega, da me je Google Maps zapeljal v favelo, recimo, brez da bi midva vedela, da bo šla tja, do tega, da me je bik skoraj napadel, oziroma je bilo zelo blizu. Ojoj. To je bilo kar divje, ja. Ne vem, videla sva pumo. Videla sva pumo, ja, ki je v bistvu lovila. Gonakota, ne, to je bilo čistko, nekje sva hodila, rekel, po enem trekkingu. V Čilu. Pa ne vem, spala sva na največji slani puščavi na svetu, to mi je bilo tako noro. Ne vem, pa recimo z tega zadnjega potovanja po Sudanu je pa mene blazno presenetilo, koliko so, ne vem, ljudje pač bili prijazni, ne, recimo, to mi je bilo tako nekaj čisto. Ja, v Sudanu, mislim, Sudan ni lih turistična država in kot belca sva izstopala kot dva Marsovca. Mislim, tako res sva bila edina belca kjerkoli in je bilo res v bistvu presenetljivo, koliko prijazni so bili ljudje. No, vedno je nekdo pristopil do naju, pomagal, recimo, ker niso znala arabsko, ne. Mislim, večina tam jih pa ne zna angleško in vedno se je, v vsaki situaciji se je nekje našla ena oseba, ki je pa znala dovolj angleško, sama od sebe prestopila in pomagala. Ali pa recimo eno prigodo imava iz Sudana, šla sva na nek otoček sredi Nila. Pač to je bilo čistko, prišla sva v nek hostel in je rekel lastnik, lej, tamle grejo zdaj domačini s čolnčkom, jih peljejo čez Nil, pač oni grejo domov, ne, na svoj otok, pa je ta pogledat, kaj je lep otok. In v redu greva zraven, ne, spet itak edina tujca in se je tudi na tem čolnu najdel en gospod, ki je znal angleško in je rekel, pejta, vama bom jaz pokazal in naj jo je peljal čez cel otok, nama pokazal svojo nivo oziroma, ja, zelo veliko nivo je imel, no, boba, ja, pokazal je, kako zalivajo, kako pač namakajo, kako vodo iz Nila dobivajo k svoji prijateljici in naj jo je peljal na čaj. Bog ne daj, da bi kdo kaj plačal, mislim, od naju, ne, tujci, gostje ne plačujejo, mislim, in sva cel popoldne z njim preživela. Tako, res taka prijaznost. No, ja, pa mislim, včasih so ljudje, imaš tak občutek, da so ljudje prijazni, ki hočejo imeti nekaj v zameno. Pač kle tega res ni bilo. Kle je bilo tako pač čisto nepričakovana prijaznost, zato ker hoče biti prijazni do človeka. Tako res mi je bilo. Mislim, da sem to nekako prvič doživel v življenju. Sta poleg tega kdaj doživela še kulturni šok, kje se ga da recimo najbolj občutiti? Ja, to je bil zihar eden, recimo, ne. Ta prijaznost je bila zihar ena. Ker ne pričakuješ, ja. In pol mogoče po drugi strani, ne vem, če je lih kulturni šok, ampak ko sva bila v Mehiki, se pravi, midva sva bila leta 2018-2019 v Južni Ameriki, ki je že Rok omenil, 9 mesecev sva potovala kontinuirno tam, pač in sva se naučila tudi špansko, blizu nama je postala ta latino kultura. Potem sva šla pa 2 leti kasneje v Mehiko, na v bistvu 4-tedensko potovanje. Sva mislila, midva obvladava, ne. Pač znava špansko, poznava te latinote, a ne, vse. In sva prišla tja in Mehičani so do naju, ali pa midva sem imela tak občutek, tako neprijazni ljudje,
da so bila čist šokirana. Začel se je prvi trenutek, ko so prišla na prevzem avtomobila, ki so ga prek spleta rezervirala, plačala. In so začeli sitnar, da morava doplačati neko zavarovanje, pač zmišljevali so se. Ampak to je bilo tako, neuno poskusi pa spusti, če ne vidi, da ne boš hotel plačati. Ne, to je bilo, ne dam avtomobila, pač pa vedel je, da mama plača. No, in to so bila tam 2 uri in se pregovarjala in potem se je to kar nadaljevalo, pišu, kad 3 tedne po Mehiki, skozi, sami, res. Na koncu je šla na dopust od dopusta. Ja, smo šli v sosednjo državo Belize, kjer so precej bolj prijazni ljudje bile. No, tako, res ta Mehika naj me presenetila. Cel nek ta, spekter lahko doživiš na potovanjih, se mi zdi. Tako od te prijaznosti do pač druga karakterja nekih ljudi. Kaj ste se pa iz te izkušnje naučila? Rekla sva, da v Mehiko ne greva nekaj časa, to gotovo. Mogoče date še kakšno drugo priložnost. Ja, bomo videli, ampak... Mislim, jaz čisto konkretno še vedno sem govoril, da pač ljudje so v osnovi prijazni. In da pač se z nekim, bom rekel, prepričevanjem ali pa tako, da dokažeš, da nisi čisto res, da hočeš se pač malo ne vem, tudi spoznati, kje živijo in tako, kot recimo nam je ratalo pri določenih ljudeh na Jamajki, to prideti skozi njih, skozi neko to začetno bariero, da se da pač priti do te prijaznosti. Tako da tudi po Mehiki še vedno pač temu verjamem. Mogoče bi pač pri Mehičanih pa sredi korone rabo mogoče malo več časa za to zadevo. Ja. Kaj pa storite, ko greste v dežele tretjega sveta in vidite revne ljudi, revne otroke, ki jim v bistvu ne morete vedno pomagati? Kako odreagirate v takšnih situacijah? To je kar težko. Sploh, ko si omenila otroke, recimo, dostikrat je tako, da prosijo za hrano, za denar. To je res težko, ker najrajši bi dal, ker meni, ne vem, 5 evrov se ne bo poznalo, njim bo to velika sprememba. Sam, kolikor sva brala ali pa se zanimala, tudi to ni najboljši način, ker potem v bistvu naučiš te, recimo, že otroke, da s prosjačenjem lahko v bistvu preživijo. Tako da, ko sva bila v Sudanu, je bilo tudi v bistvu veliko tega, da so prosili, pa sva dala, ne vem, kulije sva imela, pisala, nečake sva prosila že pred potovanjem, če imajo kakšne igrače, ki jih ne rabijo več, mi sva potem igrače razdelila. Tudi ne vem, če je najboljša stvar, no, ampak midva sva se mogoče malo bolj počutila. Mislim, predvsem človeku je predvsem težko, pa počutiš se malo nemočnega. Ker je tega res toliko. Zdaj, dobro, Sudan je bil nekaj, recimo Nepal je bila tudi izjemna revščina. Pač težko je videti ljudi, ki sedijo pač po tleh s tamalimi, pa kaj so recimo jedli pa tako, v Sudanu, če se spomniš. Recimo, bila sva tudi v Venezueli. Mogoče to ni glih država tretjega sveta, imajo pa vse hude probleme. In tam sva imela neke, rekla, kontakt iz zelo dolg nazaj. In sva šla potem obiskati od tista punca, ki smo bili v kontaktu, se je sicer že odselila v Kolumbijo, ampak njena družina je še v Venezueli in sva jih šla obiskati. In sva pol jim dala nekaj denarja tudi na koncu ob odhodu, pa šla sva v trgovino in jim kupila hrano. Tako, to dajanje denarja se nama zdi, da je tako zelo neprijetna stvar, no? Ker lahko se in ljudje slabo počutijo, če jim daš denar, po eni strani, po drugi strani pa lahko pričakujejo potem še več, pa še več. Tako da, razvrednoteno se mi zdi tudi. Ja, tako da so šla v trgovino in sva nabavila res ogromno hrane, predvsem take, ki stoji, riž, oni rečejo masa harina, to je neka kakor moka za tiste njihove tortilje in to, take stvari, ki jim lahko ostanejo, pač da se ne bi pokvarile. Pa bi rekla, da so potovanja luksus in da si lahko razmeroma privoščijo bogati ljudje? Mislim, zdaj, mogoče še čist korak nazaj, ko smo govorili o tem tretjem svetu in to, res sva hvaležna, ali pa to se vsakič znova spomneva, koliko sva lahko hvaležna in vesela, da sva rojena v Sloveniji. To je zihar, tako da po eni strani je luksus, če primerjamo, ne vem, Slovenijo in Sudan, koliko lahko potujejo. Zdaj, če to primerjavo naredimo, tudi nekdo iz tretjega sveta ne bo dobil vize. Težko sploh potuje. Če gledamo pa znotraj Slovenije, se mi pa zdi, da ni tak luksus potovanje, da si ga lahko večina ljudi privošči. Je pa pač odvisno zdaj, kakšne ima želje. Če je zate potovanje, to ni več potovanje, to je dopust. Če greš v nek 5-zvezdični all-inclusive hotel,
pač to verjetno si ne more privoščiti vsak, ampak po najnem mnenju to niti ni pravo potovanje. Ja, recimo, jaz, ko sva se midva s Katarino enkrat o tem pogovarjala, sem predvsem rekel, da ljudje, ki imajo denar, recimo, ko so bogati, pač sploh ne morejo iti na potovanje. Ker se mi zdi, da za potovanje moraš imeti neko, ne vem, bitko, ali pa se moraš malo, ne vem, prilagajati, ali pa moraš nekako gledati na finance, zato ker te stvari nekako te pripeljejo do enih kreativnih rešitev za pač zanimivo potovanje, ki ga pač, če imaš denar, si lahko lepo privoščiš, splanirajo ti ga lahko drugi, ali pa si ga sam splaniraš. Sploh se ne sprašuješ o vprašanjih, ki bi se recimo nek popotnik, rekel, sprašoval. No. Tako da, če bogati mogoče sploh ne morejo na potovanje, ne vem. Ja, lepo izhodišče. Ja. Ampak je veliko možnosti, kako tudi poceni potovati. No, se da. Mladi imajo večkrat željo po potovanju, ampak ravno tukaj se ustavi, pri financah. Ne? Kaj bi svetovala, kako lahko mladi privarčujejo na potovanjih, oziroma ali se lahko odločajo za potovanja? Vidva sta dokaz, da se lahko. Ja, midva sva vedno potovala. Ena stvar je, da zbiraš poceni destinacije. Zdaj, recimo, najna Avstralija ni bila poceni, ampak to je bil pač svetovni dan mladih in sva že zato šla. Ampak primerjaš, ne, recimo neka Tajska, je lahko zelo poceni destinacija, če gledam zdaj malo bolj oddaljene. Medtem ko Južna Amerika, Peru, čeprav mogoče enako nerazvita, oziroma pač majčkeno nižji standard, Peru ni poceni destinacija za nas turiste, a ne. Tako da to je ziher ena stvar, ki je treba pomisliti, preden greš, koliko dejansko stanejo stvari tam. Ne samo poceni letalska karta. Ker, tako kot sem rekla, lahko dobiš karto do Malte, sva midva dobila za 8 €, pa do Pariza leto prej za 5 €. Ampak koliko sva midva zapravila na Malti ali pa v Parizu, je pač ogromna razlika, ker Pariz je pač dražje mesto. Konkretno v Parizu, recimo, sva midva bivala v slovenskem domu. Tako da vedno so neke alternative, ne? Ni samo hotel tisto, kamor lahko greš za prespati. Lahko poiščeš kakšne domačine. Ne vem, jaz imam pač precej znancev ali pa kontaktov iz raznih mednarodnih študentskih organizacij, tako da prek njih, ali pa Couchsurfing, to je spletna platforma, kjer lahko v bistvu zastonj ponudiš prenočišče, couch, popotnikom. Mislim, pač ni zdaj to tako, da boš kar dobil zastonj, moraš kar napisati, se lepo predstaviti, moraš biti osebi všeč. In to je recimo dober način, da poleg tega, da spiš zastonj, še se družiš z domačini, se pravi, imaš nek kulturni aspekt. Hkrati ti lahko domačini potem tudi svetujejo, kam iti, kako iti, pač mogoče ti najdejo kakšno cenejšo varianto. Ja, ali pa pripravijo mogoče kakšno domačo hrano. Mogoče jim ti predstaviš svojo hrano, svoje pa še po mojem mnenju bolj začutiš tisto lokacijo, ne državo na vse zadnje. Ne? Potem pač, kdor ima študentsko ali pa dijaško izkaznico, je tako dobil ogromno popustov lahko pri vstopninah, tudi pri kakšnih javnih prevozih v določenih mestih. Pa obstaja, ali pa vsaj včasih je obstajal Erasmus+, kjer v bistvu gre za nekaj izobraževanja ali pa tečaje, večinoma po Evropi oziroma bolj širši okolici Evrope. Ker ti v bistvu ta Erasmus Plus krije, mislim, da 80% ali pa pač določen delež stroškov, se pravi, imaš nastanitev, prevoz do tja praktično pokrita. In je to za mlade, pač nekaj se naučiš, plus pač še nekaj vidiš, super. Če ne druga, mogoče prvo izhodišče. Ja. Skratka, kot študent se mi zdi, da imaš ogromno, več časa, kot ga imaš kasneje. Mogoče malo manj denarja, ampak se mi zdi, da je pa priložnosti, na katere se lahko prijaviš, je pa več. No, se da priti skozi na precej stvari. Ja, jaz sem bila v veliko teh študentskih raznih organizacijah, takih mednarodnih, in sem bila tudi na teh tečajih. Pa pol so konference, pa to. Govorim čisto, recimo, jaz sem bil pa na raznih, šli smo recimo v Grčijo, ko sta sodelovali fakulteta za arhitekturo, pa fakulteta za elektrotehniko, recimo, sta naredili nekaj. To je bil Erasmus Plus, ne? Aha, no okej. Tako, pač take stvari. Možnosti je res ogromno, no. Če nimamo recimo preveč veliko denarja, kaj bi priporočila, kam potovati? V Sloveniji oziroma v bližnji okolici kakšna zanimiva lokacija, po vajinem mnenju?
Kaj je bližnja okolica? Meni se zdi, jaz sem nekaj časa živela na Poljskem, pač v okviru doktorata, in se mi zdi, da je Poljska zelo taka podcenjena destinacija v Evropi. Ogromno ima za ponuditi, tudi ogromna država je in pa relativno ugodna. Imajo gore, na jugu so Tatre, tako da za pohodništvo recimo je ogromno možnosti. Imajo puščavo, recimo, bizone, tudi gozdove, precej divje, na severu imajo morje, sicer je malo bolj hladno kakor naše, ampak vseeno, tako se mi zdi, da je veliko za videti, pa ja, relativno ugodna. Potem je tudi... Mi da gledava ta radi, kam lahko greva za recimo 2 do 3 dni, ne? Poljska recimo že se mi zdi, da paše v ta rang. Ja, Kamor so bila za 3 dni, niso bila tudi že za 2, ampak... Za vikend sva bila že v Krakovu. No, ampak tako, recimo tudi za enotedensko, dvotedensko potovanje je Poljska super, pa recimo tudi potem Češka, Slovaška. Se mi zdi, da so tudi še ugodne države, imajo tudi, ne vem, lepa mesta, gradove. Na Češkem imajo, ko se reče? Češka Švica. Ja, ne, sandstone, peščenjak. In to so take strukture, težko rečem gore, bolj skale, nenavadnih oblik, ker peščenjak se zelo spira z vodo in to so take, sploh ne znamo opisati, res nenavadne oblike in tega imajo na Češkem veliko, tudi zelo lepo za videti, pa zelo blizu nas v bistvu, no, to je, mislim. Sva pa imela priliko tudi raziskovati Slovenijo, ne? Tekom korone, tako da tudi tukaj se da marsikaj narediti. Je pa tako, da se mi zdi, da je ogromno ljudi pač pri nas naredili podobno, no? V času korone, da smo pač raziskovali svojo državo. Vsak posebej. Ne? Katera lokacija po svetu in katera v Sloveniji vam je najbolj ljuba? To je pa res težko vprašanje. Ja, ne? Po svetu jaz rada izpostavim glih Venezuelo, recimo, ker pač je bila zadnja država na najinem potovanju po Južni Ameriki, mogoče mi je zato blizu. Hkrati pa večinoma vsak, ki sliši besedo Venezuela, joj, tam je pa nevarno, probleme imajo, pač politične, gospodarske. Dejansko je pa država tako lepa, mislim, sploh kar se tiče narave, tam je najvišji slap na svetu, Angelov slap. Oni imajo na severu Karibsko morje, to so tako lepi otočki, turkizna voda, bel pesek, mislim, meni je bila res lepa Venezuela. No? Jaz bi pa težko zbiral med, po moje, Čilom, Bolivijo pa Argentino. Okay. Ker pač vsaka izmed teh. Se mi pa zdi, da vsaka izmed teh pač nekaj svojega ponuja. Se mi pa zdi, da dejansko je pomembno, iz kje prideš na določeno destinacijo. Zaradi tega mogoče mi da govorijo trenutno o teh nekih južnoameriških stvarih, ampak recimo je drugačno dojemanje, če sva že potovala naprimer 3-4 mesece in prišla nekam na novo in pa v bistvu bila že spočita, že bila v nekem tem potovalnem, rekel, duhu, sproščenem, kakorkoli. Ker pa če prideva nekam za 2 tedna in prideš direkt iz službe in v bistvu, ne vem, pol časa prihajaš, pol časa odhajaš in si tam praktično miselno dan, 2, ne, in je v bistvu čisto drugačno dojemanje. Ne vem, mislim, da izpostaviti mogoče bolivijske, ta slana puščava, ki sem že prej rekel, je ena izmed bolj fenomenalnih stvari, ki sem jih doživel, mislim, tako, naravnih pojavov. Ja. V Sloveniji pa ne vem, meni je zelo lepa Pokljuka. Rada greva na Zajamnike, recimo. To je tak popoldanski sprehod za naju. Pač v bistvu dosti lahka pot, pa pač lep razgled, lepa planina. Ja. Torej se v Sloveniji da tudi marsikaj lepega videti. Ja, definitivno. Naša država je tako lepa. Mislim, če bi. Ja. Ogromno se da početi. Vsak vikend, vsak popoldne. Na vsako potovanje je poleg kreditne kartice potrebno vzeti tudi nekaj gotovine. Kaj bi vidva rekla, kje so tisti skriti kotički, kam shraniti nekaj gotovine in morda kakšne dragocene predmete? Prva stvar, ne je preveč skrit, zato ker pa le boste iskali. To se je nama že zgodilo. Ja. Ja, recimo, ko sva potovala po Južni Ameriki, sva imela neko skrivno zalogo evrov ali dolarjev. To je bilo treba, da je bilo več. Ja, in sva skrila nekam v avto tako, in sva si prav nekam napisala, meni se zdi, kako že bilo potem, ko sva avto prodajala. No, to še nisem omenila, se pravi, da sva za to potovanje po Južni Ameriki na začetku kupila avto, z njim potovala 9 mesecev in ga na koncu prodala naslednjim popotnikom. In ja, vem, da ta zadnji dan, ko sva pucala avto, je bilo tako, sej res, še tja morava pogledati, ker sva nekam pod sedež ali kam sva skrila. Tako, skoraj bi pozabila, ne. Bi bil avto precej cenejši za one. Ja, oziroma dražji za naju. Ja. Drugače pa v Sudanu, zdaj, ko sva bila, Sudan je tudi pač res država, kjer se posluje samo z gotovino. Vsaj za turiste, ker naše kartice ne delujejo tam.
In sva tudi pred odhodom sprašvala sledilce na Instagramu, kam oni skrijejo denar. In so bili nasveti v čevlje, recimo pod tisti vložek v spodi. Punce so napisale, da dajo v modrc, recimo pa ne vem, razne take ideje so bile. Ampak potem, ko so midva zamenjala denar v Sudanu, pač njihova valuta je precej, rekla, malo vredna. Ja. In sva za, ne vem, $100 dobila tak pok denarja. In to zdaj ne moreš dati v modrc ali pa v čevlje. Tako da predvsem je pomembno, da se razdeli, da ni vse na enem kosu, ampak da pač je, ne vem, nekaj med enimi oblekami, nekaj med drugimi, v enem nahrbtniku, v drugem nahrbtniku. Sicer pa moraš vse ful merkati, ne? Pa tako ne moreš pustiti enega nahrbtnika in reči, ok, tam so samo obleke, tudi če kdo kaj vzame, ne? Ampak po drugi strani pa, če že kdo najde nek del te gotovine, pa če jo najde samo del, ne pa, da ne ostaneš brez vsega naenkrat. Jaz sem imela to kar orang šolo, to je bilo zelo naivno, moj maturantski izlet, ki ni bil tipičen, ampak smo šli s sošolci interrail, se pravi z vlakom po Evropi in so nas na nočnem vlaku med Bratislavo in Prago ukradli. Bili smo zelo naivni, spali smo pač na vlaku in jaz sem imela poleg sebe nahrbtnik in noter vso gotovino. Pač imeli smo madžarske forinte, takrat so imeli še Slovaki, svoje krone, češke krone, evre, pač za vse tiste države po 300 evrov recimo. In jaz sem spala, vsake toliko sem pogledala, nahrbtnik je še tam, v redu, zjutraj se zbudimo, pogledam nahrbtnik, je bil tam, prteče sošolc iz sosednjega kupeja, meni so ukradli torbico s fotoaparatom, a imate vi vse? Tako da ruzak imam in pogrem gledat in pač ruzak je bil, samo denarja ni bilo, ne? In pač sem imela res vse na zelo očitnem mestu, ne? Pač v eni mapci in vse skupaj. Tako da ena prijateljica je imela pa lepo razparcelirano, ne? Je pa vse ostalo v bistvu, tudi kaj so najbrž pri meni dobili zadost, pa če so njemu fotoaparat ukradli. Tako da si se tudi nekaj naučila zdaj za vsa naslednja potovanja. To je bila kar orang šola, ja. Če se malo še stopimo nazaj, sem v uvodu omenila, da imata tudi blog Lahkih nog naokrog. Kako sta v bistvu, povedala sta, kako sta začela z pisanjem bloga, ampak zanima me, ali se da tudi od pisanja na blogu služiti, ali je to vajna služba, ali delata še kaj poleg, se da dobro živeti od tega? Mislim, mi vedno praviva, da v osnovi sva kemik oziroma biokemik Katarina, pa jaz arhitekt. Tako da to je primarno najna služba. Ne? Blog nikoli ni bil mišljen kot nek zaslužek. Tako da ja, v nekak tem smislu sva ga začela pač tudi delati, no, kot pač nek hobi, bolj kot ne za zraven. No, ker sam na tak način si lahko res avtentičen. Poveš tisto, kar hočeš. No. Ja, tako da z blogom ne služba, sva pa naredila svoje zemljevide. Ker pač tisti prvi zemljevid, ki so ga imela narisanega na steni, je bil marsikomu všeč. Midva sva se pol tudi selila in stene nisva mogla sabo odnesti, ne? In sva naredila drug zemljevid, ki pa pač ga lahko nalepiš na steno kot plakat in ga barvava in potem sva ga dala tudi pač na prodaj na najnem blogu za druge ljudi, ki bi si radi pobarvali, označili države, kjer so bili. Potem pa, ker imava zdaj že 3 nečake, sploh ta starejši je zdaj že v osnovni šoli, ja, 1. razred je, in je zelo vsega zanima, ne? In sploh, ko so bila v Južni Ameriki, sem mu pol pisala kartice, pa mu razlagala, da zdaj sva tukaj in tukaj je, ne vem, puma, tukaj je ta žival, tako, ne. In je potem pa šla ideja, da bi naredila pa še otroški zemljevid sveta, da bi si pač otroci predstavljali, kje je nekaj na tem svetu, pa pač kaj so neke značilnosti za določeno državo ali pa pokrajino. Tako da od tega recimo, da služba oziroma to je nekaj, kar nama pokrije v bistvu bolj same stroške, ker z blogom so tudi stroški. Yeah. Ja, takoj, ko greš v bistvu izven tega blogspot, ki sem ga naredil pred Avstralijo, ne, ki je v bistvu zastonska zadeva, pa ima ogromno problemov, takoj, ko hočeš malo, ne vem, veliko fotk dati gor, že v tem stilu moraš takoj na neko plačljivo verzijo, da je saj blog neka samozadostna zadeva. Ja. Koliko pa v bistvu uporabite časa za pisanje članka? Ali ga napišete na samem potovanju, ali ko se vrnete domov? Pisanje, včasih sem pisala sproti, ampak sem videla, da je potem res ogromno časa gre in tako da zdaj sproti ne pišem več, se rajši res posvetim oziroma uživam v potovanju in pišem, ko se vrneva nazaj. Gre pa v bistvu veliko časa. No? Samo pisanje, najprej moram vedeti, kaj hočem sploh napisati, kaj hočem povedati s tem. Ne? Zdaj, eno je, če sam napišeš, imeli smo se fino, bili smo tam pa tam,
ok, če hočeš pa neke stvari malo še opisati, predstaviti, recimo ta grad, par besed o gradu, ne vem, kdaj je bil postavljen, kdo je živel, zakaj je zanimiv, recimo, ne. Moraš preveriti te podatke, da so res verodostojni, to ziher pobere nekaj časa, če hočeš neke nasvete pisati, spet moraš malo pomisliti, tako da traja samo pisanje, po mojem, 2 uri, potem itak je pa vzporedno še poteka urejanje fotografij, za to Rok skrbi. In potem, ko dobim fotografije, da jih umestim noter na blog, da še enkrat preberem blog, smo ziher na 3 urah vsaj. Potem, ko je enkrat stvar objavljena, je pa fino, da jo še kdo prebere, ne? Kar pa pomeni, da je treba to deliti na socialnih omrežjih, ne vem, prepričati Google, da bo to prikazal tistim, ki jih mogoče to zanima. Tako da težko sploh postavim neko, določen številko, ker je veliko tako pa še tega sprotnega, malega dela. Tako da ni enostavno blog pisati, če ga hočeš tako oranke. Ja, jaz tukaj predvsem urejam fotografije, ki jih Katarina skozi čaka. Ampak ja, dejansko urejanje fotografij poteka neko ločeno od pisanja člankov. Jaz ponovadi, ko prideva domov, si vzamem, ne vem, če imam skje, bom rekel 1000 fotografij, pač bom tistih fotografije pač pregledal, glede na to, kaj se meni zdi, da lahko s fotografijami pač poveva, oziroma pač pregledam fotografije ločeno od člankov, pa jih pa Katarina dobi, pa lahko naredi kaj, ali pa ne iz tistega. Pa včasih rečem še, a lahko poiščeš še fotografijo tistega, ker mi pa lih paše noter, ne, v članek, da bi bilo še nekaj stvari. Kako pa v bistvu usklajujete službene obveznosti in potovanja? A je to težko? Sam potovanja ne. Pač imava določeno število dni dopusta, ki jih mora potem razporediti, ne. Bolj je pa to, da poleg službe, ki je recimo 8 ur, marsikdaj še kakšno uro več, potem še popoldne tega dela z blogom kar dosti, ne. Tako da včasih se počutim, kakor da sem iz enega računalnika, popoldne se presedem na drugega, sam pišem naprej in gledam za zaslon, no. Ampak gre zaenkrat. Se da. Dokler je veselje v tem, nama je blog v veselje, pač ni pretežko. Predvsem je pomembno, se mi zdi, da je to neka kreativna dejavnost, se mi zdi, in pač pri vsaki kreativi moraš imeti nekaj, kar hočeš povedati. Tako da Katarina očitno ima nekaj za povedati, in ker pač se mi zdi, da ti dosti furaš stvari naprej, sploh s pisanjem. Do takrat, ko bo imela Katarina kaj za povedati, bo blog sigurno obstajal. Kaj pa je po vajem mnenju bolje? Ali potovati v lastni režiji ali preko agencije? Kaj bi mogoče mladim za začetek priporočila? Midva načeloma vedno potujeva v lastni režiji, ker pač, ko sva bila mlajša, se nama je zdelo, da je itak bistveno cenejše, če si sama zorganizirava, sama najdeva nastanitev, kot sem omenila, recimo nek couchsurfing, pa te stvari. Je pa tako, da če pa se nekdo ne znajde ali pa si ne upa iti sam, je pa seveda, ni nič narobe za začetek, pač, če greš z agencijo. Je pa tako, da ziher najbrž ne bo toliko poceni, kot bi bilo, če bi šel sam. Ampak se pravim, če ne veš, kako pristopiti k stvari, greš z agencijo enkrat, dvakrat, pa že vidiš, ne, kako stvari potekajo, pa pol počasi lahko sam. Imaš možnost iti ali z agencijo, ali imaš pa možnost iti tudi s kakšnim, prijateljem, ki je že kaj potoval. Tudi z nama so šli kakšni, ki so šli... Marsikoga so navdušila za potovanje. Pa se pa ljudje navadijo na stvari, ki jih morajo nekako malo pomerkati, pa tako. Pa začnejo sami potovati, ne pa uživati. Kam bi pa potovala, če ne bi imela nobenih ovir? Povsod. Jaz bi ziher šel še na kakšno tako potovanje, kot je bilo tole po Južni Ameriki. Zaradi tega, ker pač samo potovanje, je neko odkrivanje sveta, ampak tisti miselni priskok, ki se zgodi, se pa zgodi samo na pač potovanjih, ki so daljši, saj zame. Tako da na neko daljše potovanje bi si želel še iti. Ja, bi se strinjala. Pa še morda to, kaj vama pri potovanjih predstavlja največji stres? Mislim, da je to zelo različno, ne? Zame pakiranje. Meni je pa planiranje, se mi zdi, ker sem zelo tak človek, hkrati je stres in je fino planirati, ampak težko grem nekam, če nisem pripravljena. In tudi potem, kadar sva šla kam zelo na hiter ali pa tako
zadostne priprave, pol so se tam pojavljale tako situacije, ojoj, ne, to bi lahko vnaprej vedela, ne vem, a veš, pa bi bila neka vstopnica cenej, če bi vedela, da jo kupiš prek spleta, ne na licu mesta, ali pa če bi vedela urnik oziroma odpiralne čase za kakšno stvar, pač bi ujela, pa bi lahko si pogledala kakšno stvar. Tako da me kar nervira, zdaj grem za vikend v Azerbajdžan, sestro. In to so v nedeljo kupili karte, tako da pač manjka en teden časa in sem kar tako nervozna, ker nič ne vem sploh, sam pač našli smo ugodno karto in smo rekli, greva. In pač ja, moram si malo vzeti časa pa pogledati, no, drugače, ja. Bi želela še mlade kaj opozoriti in dati kakšen nasvet? Jaz bi rekla, pač sam pejte. Mislim, če si želite potovati, vedno se najde način, da pač lahko potuješ, tako da bodite kreativni pri tem, kako najdete način za potovanje. Jaz sem si želela v Avstralijo, sem imela srečo, da je bilo svetovno srečanje mladih tam. Varčevala sem, kot sem rekla, 3 leta vse prihranki so šli točno tja, ampak sem prišla pri 18 v Avstralijo. Jaz sem mislila, v Avstralijo bom šla enkrat, ne, v smislu tisto, ko bom velika, ko bom stara, ko bom bogata. Jaz sem bila pri 18 v Avstraliji, pa nisem, nič posebenega, ne, tako da mislim, da lahko vsak, če si zada tako željo, da tudi izpelje. Ja. Ja, mislim, pač sam pejte, ne. Že kot študenti, če se da, čim prej, zaradi tega, ker se mi zdi, da potovanja odpirajo, rekel, svet, oziroma pač svet v glavi, tako rekel, tisto škatlico ti malo odprejo. Saj meni so, jo. Ogromno ti dajo, res pač vidiš stvari. Meni je recimo bilo zelo všeč pri potovanjih, oziroma mi je še, da vidim stvari v živo, o katerih smo se v šoli učili. Tam se učiš geografijo o, ne vem, delta reke Mekong, ne? Pa se ti zdi to neki tam delač, pa ok, ker profesor hoče, pa se to naučiš. Pa si pa tam, recimo, ne? Sva bila v delti reke Mekong in sva se s tistimi čovnčki, ki vidiš, pa z unimi tetkami, s tistimi klobučki, vozila po tisti delti. In to so take stvari, ki meni ogromno pomenijo. In hkrati se naučiš še veliko več, ne? Ker recimo tudi pri nas se mi zdi, neka zgodovina, ne vem, Indije, Nepala, tega mi se ne učimo v šoli, ne? In tako pol vidiš, rekla, še z druge strani zgodovino ali pa nove stvari se naučiš, ne? Ceniš marsikaj, kar imamo tukaj v Sloveniji za samoumevno, pitno vodo, pač to, da v bistvu imamo vsi izobrazbo lahko, ne? Da je brezplačna izobrazba, da nam je dostopna, ne? So bila v Nepalu tam ljudje, otroci živijo v takih vaseh, da pač nimajo dostopa do šole, naredijo 4 razrede in potem bi mogli tu internat, kar je drago in daleč in tako in marsikdo pač ne gre, a ne. Pri nas je pa logično, da vsaj osnovno šolo vsak naredi, a ne. Mislim, tako, ja, se mi zdi, da tudi veliko hvaležnosti se naučiš na potovanjih, no. Katarina in Rok, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Želim vam še veliko lepih potovanj. Jih nikoli ni preveč, ne. Hvala, da ste se odzvala, pa vsega dobrega. Hvala. Ja, hvala za povabilo. Hvala vama. Vi, dragi gledalci, pa hvala, ker ste bili z nami, da ste počakali pa nas gledali tudi do konca. Spremljajte nas na našem Instagram in Facebook profilu, kjer boste obveščeni o vseh prihajajočih oddajah. Nasvidenje in uživajte!